Smo na enem najbolj prometnih križišč v Ljubljani in spremljali bomo, šteli ljudi, koliko jih uporablja telefon in ima slušalke na ušesih medtem, ko prečka cesto. Tudi tale gre čez prehod za pešce medtem, ko je na telefonu. Naslednji primer slušalke in telefon v roki. Evo, vse ima slušalke in telefon. Samo v 5 minutah smo jih našteli 17, da so prečkali cesto in uporabljali telefon. Mi so tisti, ki nimajo ne telefona, ne slušalk v manjšini. Evo, ta telefonira in prečka cesto, tisti na kolesu s slušalkami in telefon ima v roki, medtem ko kolesari. Gremo še na drugo prometno lokacijo. Ponavadi ne gledamo v telefon. Na kolesu, ko ste, imate kdaj slušalke? Tudi se zvodim, a ne zmeri, ne. Ampak še skozi lahko varno se vozite in tako. Ja, odvisno, kje poslušaš, ne. Imate pogosto slušalke na ušesih? Ja, vedno? Vedno. Kaj pa, če ste, na primer, na kolesu? Ne, takrat ne. Slušalke jih imaš pogosto v ušesih? Ja, skoraj vedno, če treba. Torej, na kolesu nikoli ne? Ne, se mi zdi, da preveč vzame moj fokus. In strah staršev, ko otroke spustijo na ulico, saj se zavedajo, kaj pomeni sekunda nepazljivosti na cesti. Ker je bilo v krogu prijateljev, pa v družinskem krogu tudi precej nesreč, ki so se zgodile na cestah, lokalih, ki niso tako pomembne ravno zaradi tega, ker niso bili pozorni, ker so odnevali telefon in so potem zapeljali pešce. Ja, ni malokrat, da vidim kolesarja, recimo tudi v parku Tivoli, recimo, da se vozi brez rok in da ima telefon na roki in se pogovarja po telefonu. Skratka, nima nobenega nadzora nad upravljanjem kolesa. Odpravimo se proti centru Ljubljane, a daleč ne pridemo. Na Celovški cesti je policist opazil kolesarja, ki je med vožnjo gledal v telefon in takoj ukrepal. Moment, prosim, osebno. Ja, odpole preizkušnje ste opravili tako, da boste zdaj vsapo in boste pihali skozi celko približno 3 sekunde. Ne da. Se pravi, malo 3 prekrške, pačna smer, brez rok, mobitel. Za 2 prekrška boste opozorjeni, za enega plačili nalog. 120 € je kazen, 60 je polovička, v 16 dneh imate možnost za to poravnati. Lahko gledate na to, da ste dobili kazen, medtem ko ste kolesarili in uporabljali telefon. Grem na neko službeno obveznost, ki jo moram precej hitro skoordinirati za to. In sem pač posloven najsič. In takoj zatem nova kršitev. Še ena kolesarka s telefonom v roki. Za en prekršek opozorilo, za en plačili nalog. 60 €, to je polovička. Čez dol. Čez? No, ne padajo tako. Tako? Super. Evo, zdaj pa tole si date v žep. Kaj med gledanjem v zaslon sploh vidimo? V Celju smo z doktorico Tino Cvahte Ojsteršek z Fakultete za logistiko izvedli eksperiment s posebnimi očali. Očala merijo v resnici tu ven vaše vidno polje, tako da zdaj boste na posnetku mene videli. Navznoter merijo pa, kako se vaša zenica premika. To so zdaj izsledki tistega testa hoje po mestu. Tale segment je ravno tisti, ko ste imeli telefon, pa ste pogledali, kaj se dejansko dogaja okrog vas. Če imate seveda telefon v roki, pa je celoten ta proces zelo okrnjen, ker niti ne zaznavamo toliko v perifernem vidu, niti preusmeritve pozornosti na potencialne motnje. Recimo zelo je bil precej hiter motorist, ki bi ga lahko zelo uspešno spregledali. Zakaj možgani odpovejo, ko gledamo v zaslon? Ko beremo knjigo, ampak o nečem drugem razmišljamo,
pa vemo, da smo sicer prebrali en odstavek v knjigi, ampak ne vemo, kaj smo prebrali. Zelo podobno je tu, torej mi sicer zaznamo v nekem našem vidnem polju, ne vem, kolesarja, ki se nam približuje, ali pa da se je prižgala zelena luč na semaforju, ampak tega ne sprocesiramo. Še večje tveganje pa nastane, ko hojo s telefonom v roki kombiniramo s poslušanjem glasbe. V tistem trenutku se skoraj popolnoma izoliramo od okolice. Naš fokus se zoži le na zaslon. Največ 10% vseh informacij, ki jih rabimo. Če gledamo telefon in imamo slušalke. V resnici smo prepuščeni na milost vsem ostalim, če nas vidijo. Ne? Se bomo malo po hitri cesti zapeljala, pa tam rondo Tomačo, če kdo telefonira med vožnjo. Kako opazite, da je nekdo med vožnjo na telefonu? To opazimo takrat, če vozimo za nekim vozilom in vidimo, da vijuga. Druga opcija pa je, da ko greš mimo, pogledaš pa vidiš, da ima telefon v roki ali pa tipka. Tale telefonirala. Dobar dan. Zelo spovedimo v dokumentom. Gospod Tina, ustavljamo ste, ker ste med vožnjo uporabljali mobilni telefon. Tam na avtobusni postaji, so ga takole držala v roki. Da ne gre za osamljene primere, potrjujejo podatki policije za zadnjih 10 let. Do danes so policisti na naših cestah našteli več kot 250 tisoč kršitev zaradi uporabe telefona. Najhuje je bilo leta 2020, ko je število prekrškov poskočilo na skoraj 37 tisoč letno. Sicer kršitve v zadnjih letih padajo. Lahko to pripišemo dejstvu, da se del pozornosti preselil na zaslone v avtomobilih. Tamle imam Mercedes, kaj na telefonu. Tak, Gorica. Nisem še videl telefone. Klemen, stavljam ste, ker ste med vožnjo telefoniral. Iz rondoja, ker ste v rondo prepelu, ste že imel telefon, pa ste šli pa za van. 250 evrov je popisan kazen, pa skoč. A ste kdaj že dobili kazen zaradi uporabe telefona? Sem. Imam nadomestno vozilo, pa nimam inštaliran telefon, na mojem avtu imam Bluetooth, tega pač nimam. Šel tjale do konca dol, da imamo lepo ravnino. Peljemo se 50 km/h, zdaj, če smo nekako pozorni, da gledamo na cesto, tudi dokaj hitro odreagiramo, poprečno je pa reakcijski čas približno 1 sekundo. Tole bomo zdaj na tej točki udarila. Gre se za približek, torej nekje med 5 pa 10 metrov se bo sigurno na suhi površini, če so pač pogoji, če so pneumatike v redu, avto vstavo. Če smo mi fokusirani na neko drugo stvar na ekranu, pomeni, da se reakcijski čas lahko bistveno podaljša. Če pogledamo 2 sekunde na telefon, za koliko se podaljša zavorna pot? 2 sekunde. Ja, zdaj pri 50 na uro v 1 sekundi prevozimo slabih 14 metrov. Torej, če 14 metrov prevozimo, pomeni, da v 2 sekundih bi jih prevozili 28. Zdaj pa v mestu je to že kar veliko. Zdaj bomo naredili test moje reakcije, ko bom med vožnjo gledala na telefon in hkrati vozila, kako bom reagirala, ko se mi bojo vključile vodne šobe. Napisala bom SMS, smo na AMZS vožnji in nisem bila pozorna, ker sem gledala na telefon in reakcija ni bila prava. Sta se sicer umaknila, sta malo poskušala se oviri izogniti, pa sta v bistvu z ene težave prišla na drugo težavo. Kaj je zdrsno avto? Je, ja. Smo videli tudi ta vozna pasova, ko sta označena.
Pomeni, da če bi dejansko se to zgodilo, pa da gremo face stran od neke ovire, bi itak na pločnik pa leteli na drugi strani. Seveda, ker bi bili sredi prometa, ne? Zdaj se bo avto pripeljal mimo mene 50 km/h in bomo videli, če ga bom slišala in ali bo reakcija. V mestu, ko imamo še drug promet, ko ostali vozijo, vprašanje, če mi zaznamo vsak avto posebej. Pa da vidimo, če je kakšna razlika, če so slušalke gore. Dogovorjeno. Dala bom play. Popolnoma nič nisem slišala. Šele, ko je bil tukaj, ko sem prej začutila, kot pa slišala. Ste slišali avto? Ja, ampak šele tu. Ja, tam je itak prepozno. Če vi tam zaznate avto, jaz nimam več kaj narediti. Jaz ne moram takrat zavirati, zato ker sem preblizu že. Ko si nadenemo slušalke, ugasnemo svoj alarmni sistem, ki ga na cesti nujno potrebujemo. Funkcija aktivnega dušenja hrupa v slušalkah na cesti lahko postane past, opozarja specialistka otorinolaringologije dr. Saba Batalino z kliničnega centra. Nošnja teh slušalk v običajnem svetu, predvsem na cesti, je pa nedvomno nevarno, ker nima slušne povezave z zunanjim svetom, samo kar vidi. Če pa je še vizualno zaposlen s čim, da ne rečem s kakšnim ekranom, potem pa dejansko slabo odreagira na spremembe okolja in tudi njegove aktivnosti, ki bi si jih želel upravljati, so omejene. Slušalke pa nas ne odrežejo le od prometa. Ko glasen zvok spustimo naravnost v ušesa, imamo lahko hude posledice. Dolgotrajna izpostavljenost preglasnemu zvoku, hrupu, glasbi lahko ukvari ne samo notranje uho, lahko poškoduje tudi avtonomno živčevje, povzroča slabo spanje, slabo prebavo. V novejših avtomobilih se skriva drugačna past. Veliki zasloni na dotik. Ok, se pravi, zdaj smo peljali 50 km/h, mogoče kakšno stvar prej pogledamo, kje si brisalce naštimo oklop. Kje so stožci? Aha, ja, enega sem zbil, oziroma prestavil sem jih. Če gremo mi čez prehod za pešce, da ni samo umevno, da imamo prednost, ki jo sicer imamo, ampak da moramo nekako tudi očesni kontakt vzpostaviti, da vidimo, a nas tisti na drugi strani, ki se z avtom pelje, a nas je zaznal, da ne gremo kar na pamet čez cesto. Podatki kažejo zastrašujoč trend. Število nesreč na prehodih za pešce se je skoraj podvojilo. Če jih je bilo leta 2016 113, sta bili zadnji 2 leti kritični, z več kot 210 nesrečami letno. Skupno je v teh 10 letih na prehodih življenje izgubilo 21 ljudi, več kot 200 pa jih je utrpelo hude poškodbe. Padec 6, ne? Gremo. Dajem na poti, si? Povezan? Gremo. Poglej ga. Ne upošteva. Uporaba mobilnih telefonov je šla čisto čez vse meje. Včasih sem možil za nekomu, da se ti bo umaknil, pa vidiš na monitor, da ima sliko nažgano, pa v zadnjem trenutku odvije, naredi nevaren manever. So pa veliki problemi, naprimer kolesarji s slušalkami. Največja grožnja nam in sebi so pa na skirojih. Reševalci morajo biti pripravljeni na voznike, ki zaradi zaslona sploh ne vedo, kaj se dogaja okoli njih. Nepravilno umikanje. Sred prehoda za pešce se je ustavil, zaprl pot. Ste videli, imel uporabo mobilnega telefona. Sekunde, ki rešujejo življenja, so odvisne od refleksov voznika reševalnega vozila. Rdeča luč nam ne daje absolutne prednosti. Ne glede na to, da je on uveral reševalno vozilo na nujni vožnji. So tisti, ki vidijo najbolj krute posledice. 2 meseca nazaj v križišču, glavnem križišču, pri zavijanju v desno je voznica osebnega vozila vozila peško. Ta mlajša oseba je uporabljala slušalke za mobilni telefon. Skrbimo en za drugega, ampak
naj velja to za vse. Ponavadi v bistvu sem eno slušalko noter glede zaradi tega, sem pa zelo pozorna pač na te vse. Preprostih rešitev, ki bi čez noč spremenile naše digitalne navade na cesti, ni. Tehnologija nam sicer ponuja zabavo in udobje, a dejstvo je, da nam na cesti vzame zbranost takrat, ko jo najbolj potrebujemo. Žalost moramo ostali udeleženci še zaradi tega to poslati. Na koncu je vse odvisno od naše odločitve, kdaj bomo telefon pospravili v žep, staknili slušalke in začeli pozorno spremljati dogajanje okoli sebe.